Ti, Ljudmila, si pa štartala v Franciji, verjetno? In si šla kako potem do Indije? Jaz sem šla z vlakom in z avtobusom, tako. Magic Bus ni šel nihče? Ni, takrat ni. Sem srečala ljudi z Magic Bus, mislim, ampak iz Istanbul naprej. Ne, sem enkrat par dni potoval na tem avtobusu, čist iz kraja v kraj, ja. Ja, jaz sem tam, iz Istanbul smo imeli tali Magic Bus, ne. In kar sama si šla na pot? Ne, sem imela prijatelj. Jaz, ko sem odšla, pravzaprav nobeden od moje prijatelji eni so šli v Maroko, ne, eni so šli, vsi smo govorili, da bomo šli v Indijo. Stari ste bili pa okrog 20, ne? 18, 19, ja. In v tali vzhod, ampak jaz se sem odločila, mislim, ker sem imela tudi, sem poznala ljudi, ki so bliže v Indijo, tako ko sem rekla, jaz bom tudi šla, ampak jaz sem šla, da bi šla za 3 mesece. 3 mesece. Ker sem morala še v šolo prideti nazaj, ne. A ja, niti srednje šole še nisi končala? Sem dokončala, ne. In, ampak pol, a veš, ne veš, kaj pa te življenje vodi, ne. Potem pa srečaš Slovenca, naprimer, tako, no. Ki ti razmrši račune. Ja. In potem te ni bilo nazaj nekaj let, pravite, ne? Ja, jaz neki 2 let pa pol sem potovala tako, no. Potem pa nazaj v šolo? Pol, ko sem Borut srečala, pol smo prišli mal sem šla nazaj v Parizu, nisem videla točno kako pa kaj, ne, je bilo poletje. Pol je Borut prišel v Parizu, pol smo začeli mal razmišljati biti skupaj, tako ko nisem v Franciji. Kaj so pa starši rekli? Starši takrat so bili v francoski Gujani. A ja, je bil mir tukaj. Naši se rekli. Mislim, so veliko rekli, ampak niso bili zraven mene, tako ko sem še lahko mal po svoje, no. Sem slišala, takrat moja stara mama je bila v Franciji in sem pri njej živela, no. In pol z njo sem lahko naredila. Mislim, ni imela dovolj avtoriteta na mene. Čakaj, medtem, ko se pogovarjamo, imam še nekaj lanskih posnetkov iz Nepala, bo lahko še tisto zavrtimo, oziroma ne, pač pa iz Katmanduja. Ne, iz Benaresa, iz Varanasija. Vidva ste gotovo bila v Benaresu, ne? Velikrat, ja. Kakšni so kaj vajni občutki v tem mestu? Varanasi treba gledati z indijskimi očmi, pa čist drugače gleda, ne. Indijci ne vidijo umazanije in podgan in polucije in onesnaženja kraja, oni vidijo tam virtualni Varanasi, ki je nebeški, ki je v blišču in v tistem kamnu, ki je pol leta pod vodo in potem pride ven, kadar je Ganges nizek. To lahko komentirava, zdaj tole sem posnel lani jeseni in takrat je pač reka zelo visoka. Ganges je tudi po 15 metrov včasih višji kot sicer. Razlika je ogromna, ja. Ta reka življenja. Sploh je zdaj po zim, takrat je nizek, ne? Ja, no, veš kaj, v vseh primerih je zanimiv, ne. Vedno se nekaj dogaja na Gangesu. Ampak je pa tako, da tukaj v Varanasu so določena svetišča, ki so pol leta pod vodo. In se samo določen letni čas lahko časti tja. In tam v teh svetiščih je v bistvu en kamen, ki si težko predstavljaš kot neko božanstvo v tistem, ampak Indijci pa vidijo božanstvo v tistem kanju in je zelo pomemben, ne. Tole je eden najstarejših mest na svetu, naseljenih zadnjih 5000 let konstantno, za kar imajo dokaze, ne. To je resnično enkratno mesto. Tisto, kar govori v prid zimskemu obisku, je to, da takrat greš lahko po celi obali Gangesa gor in dol, brez težav. To je res? Takrat, ko je pa visoka reka, moraš pa vsako uličko posebej, ne? Vsako uličko posebej, ja, tako je, ne, seveda. Tukaj zahodnjaki predvsem vidijo berače, reveže, svinarijo, mazanijo, ne vidijo pa ostalega duhovnega, ki je njim tako zelo pomemben. Naprimer, vsi te berači, ki jih vidimo na teh posnetkih, to so profesionalci, ne.